Jaz sem iz osnovne šole Brežice, veliko kolesarim, tako da mi bo užitek v nadaljnje uporabljati to novo kolesarsko stezo. Lepo je urejena pot, dosti široka. To je meni za kar pomembno, zaradi tega, ker se vse več ljudi ukvarja s kolesarjenjem kot rekreacijo, pa je to dober način transporta, ker nekaj narediš za sebe, pa v dosti hitrem času lahko prispeš na neko mesto. Zdaj je tako se super peljati tukaj po nobenega ogrožene, res krasno. Super, enkratno, varnost, to v prvi vrsti, ne? Meni se zdi, da je res velika pridobitev, da jih rabimo še več in želim si jih še več in da bo to zelo vplivalo na uporabo koles in vseh teh stvari v naši občini. Sem srečna, da lahko kolesarim po teh cestah, ker včasih smo hodili v Prekmurje to delati, zdaj bomo pa lahko tukaj. Tale pridobitev z našo novo kolesarsko potjo je ena večja vrednost za naš kraj. Kolesarjev je vse več in se mi zdi, brez tega bi zdaj že bilo malo osiromašeni, kar se tega tiče, ne. Tako da še zdaj, ko bo še cesta, še zraven kolesarske, ta glavna cesta urejena, smo res pridobili nekaj, kar smo že potrebovali pred leti, ampak boljše sedaj kot nikoli. Projekt smo že začeli praktično 2014 v to perspektivo od 2014 do 2020 in seveda je bilo treba kar izjemno veliko naporov, da smo prišli do končne realizacije. Sočasno za kolesarko pa država ureja tudi državno cesto, ki jo mora dokončati do leta 2024, tako da na državni cesti se bo še marsikaj dogajalo, tudi se še projektira odvodnjavanje in pa pločnik v Trnju in pa prehodi tu na Mostecu. Vrednost investicije kompletne je okoli 8 milijonov, 2,8 milijonov je pa vrednost kolesarske steze. Pomembno pa je, da to večji del financira tako Evropski sklad kot in ministrstvo, tako da udeležba občine je relativno nizka, okoli 400 tisoč evrov.